Dober dan, spremljate prvo tarčo v živo na gimnaziji Ledina. V današnji oddaji bomo preverili, kaj je v ozadju nenavadnega uspeha te ustanove, kako so med seboj povezani tisti, ki so na položajih in kako se na drugi strani počuti najranljivejša skupina, skupina mladih od 14. do 18. leta, ki, tako se zdi, mora tu preživeti polovico svojih najlepših dni. Ali ste vedeli, da imajo nekateri dijaki posebne ugodnosti in dogovorjene datume ustnih spraševanj? Kdo so ti dijaki? Najprej pa si oglejmo nekaj podrobnosti. Gimnazija Ledina je šola, ki se nahaja praktično v centru Ljubljane, v stavbi, ki je stara več kot 150 let. Je splošna gimnazija, kar pomeni, da je na izobraževalni poti mladega človeka samo ena od stopnic na poti do univerze. V prvi letnik je vpisanih 218 dijakov, v drugi letnik 210, v tretji 212 in v četrti 203, kar pomeni skupaj 843 mladih, nad katerimi bdi 64 učiteljev. Kljub tem številkam, zanimanje zanjo samo raste. Praktično vse generacije so pred vstopom soočene z omejitvijo vpisa. Kdo so tisti, ki jim uspe? Kdo je kriv, da zanimanje za Ledino tako raste? Nerazumljivo je namreč, da bi si kdo želel na ustanovo, kjer bo, če prikažemo v številkah, moral preživeti vsako leto, 35 tednov, to pomeni 175 dni. V 4 letih 700 delovnih dni mladega človeka. V povprečju imamo 7 šolskih ur na dan. Torej, če hočemo prestopiti prag univerze, moramo zadeti 4900 ur. Še dobro, da imamo vsaka 2 meseca teden izhoda, drugače ne vem, kako bi preživel. Razkrivamo, kaj nezakonitega se dogaja v ozadju. Kaj se skriva za skrivnostnim logotipom te ustanove, ki ga sestavljajo pike? Bomo ob zaključku oddaje lahko tem pikam rekli kar črne pike? Čas je, da vanje svojo puščico ustreli tudi današnja tarča. Z nami v studiu so dijaki vseh 4 letnikov gimnazije Ledina in profesor. Gospa Flajšman, lahko začneva kar midve. Vi ste dijakinja 1. letnika, torej na samem začetku te poti. Kako si predstavljate, da boste preživeli ta čas? Kaj pričakujete? Ja, hvala, gospa Blanka. Najprej pa lep pozdrav vsem gostom v studiu. Za mano je že skoraj pol leta šolanja na Ledini in moram priznati, da sploh ne vem, kdaj je ta čas minil. Neverjetno hitro in bežijo dnevi. Pa ste, ko ste se vpisovali na to šolo, razmišljali o tem, kako bo? Vas je bilo kaj strah? Ste imeli podporo staršev, prijateljev? Seveda, ves čas. V bistvu brez te podpore mi sploh ne bi uspelo. Sem pa pred dopisi pregledovala koledarje konkurenčnih ustanov v Ledini in ugotovila, da tam situacija ni nič kaj drugačna. Povsod je enako. To, kar me je prepričalo, je bilo to, da so bile počitnice v tem letu že kar na začetku februarja. No, tako je bilo povsod, gospa Flajšman, samo da vas spomnim. Ne prekinjajte, gospod Lindič, boste prišli tudi vi do besede. Se lahko še malo navežem na vaše začetke na šoli. Kaj vam je bilo najtežje? Pravzaprav ugotavljam, da mi je bilo najtežje osvajati število stopnic. Noro je. Te niso nič v primerjavi s vektorskimi računi pri matematiki ali pa sestavo prokarionske celice pri biologiji. No, ko boste končno dojeli, da je treba hoditi po desni strani stopnišča, bo res manj zapletov. Toda mislim, da vi, fazani, sploh ne zmorete razumeti. Samo malo, gospod Lindič, prosim, izogibajmo se sovražnemu govoru. Ne, prosim, samo repliko bi imela na gospoda. No, kasneje čas za replike. Nadaljujemo raje. Kako pa rešujete zgodnje vstajanje? Se vam ne zdi malce pretirano, da se pouk začenja že ob 7:30 uri zjutraj? Morda, ampak veste, ko se enkrat v mojih letih je pravzaprav vseeno, ali govorimo o 7:30, 8:00, 8:30 uri zjutraj, za najstnike je vse prezgodaj. Mislim, da se tukaj lahko vsi strinjamo.
Pravzaprav je odlično, da končamo večinoma pred 2. uro, saj imamo čas za obšolske dejavnosti, učenje, domače naloge in pa seveda prosti čas. Kako pa vam je uspelo, da ste zbrali toliko točk? So na delu morda kakšne nečednosti? Mislim na lobiranja, takšne in drugačne pritiske. Vam ni nič nerodno? Ne, gospa Blanka, vas moram kar malo ustaviti. Moje delo je bilo ves čas izjemno transparentno in pa pošteno. Vse lahko dokažem, črno na belem. Dobro. Gospa Forte, gremo še malo v višje letnike. Po naših informacijah je 2. letnik najtežji. Kaj pa pravite vi na to? Dajte. Jaz ne bom tukaj nič pretiravala. To trditev podpirajo samo starši in pa profesori. V bistvu je pa tako, da do 2. letnika že čisto vse veš. Poznaš vse finte profesorjev, veš, kje dobiti stare teste, pa najpomembneje, kdaj se začeti učiti, da ti dejansko uspe. In potem je izkušnja v bistvu lahko precej zabavna. Kako to mislite zabavna? Ne bi morala biti šola resna institucija? Seveda resna in mi jo tudi jemljemo zelo resno. Ampak na naši šoli je tudi veliko priložnosti za zabavo. Prav zato pa ne razumem, zakaj nekateri na tej šoli, kot tudi v tem studiu, še vedno ne veste, kako je prav. Jaz pa moji sošolci smo se letos upisali na vse mogoče krožke. Sama sem zbrala odbojko, pa študijsko risanje, pa astronomski krožek, pa tudi aktivna članica dijaške skupnosti sem, ki je gonilo vseh prireditev na tej šoli, kar dela šolo dijakom prijazno. In tako so vaše trditve popolnoma brezpredmetne, gospa Blanka. No, pa preverimo, kako drugače razmišljajo profesori na vaši šoli. Gospod Cotman, vi učite matematiko. Je res, da v ozadju te lepe zgodbe pripravljate učitelji številne strategije, kako dijakom pokazati, kje jim je mesto? Ja, najlepša hvala, da ste končno tudi meni dali besedo, gospa Ledinšek. Bi vas pa za v prihodnje prosil, da malo bolj upoštevate minutažo in nam date vsem enake možnosti. Gospod Cotman, vse lepo po vrsti, konec koncev mi vodimo oddajo. Zares profesionalno, ja? No, Kakorkoli. lepo prosim. To, kar govorite, so čiste insinuacije. Profesori smo na tej šoli zato, ker radi delamo z mladimi in se po svojih najboljših močeh trudimo z dobro in jasno razlago. Če pa kljub temu pride do kakšnih nejasnosti, smo dijakom tedensko na voljo na govorilnih urah za dijake. Ne vem sicer, koliko ste kaj obveščeni, ampak prav vsako ocenjevanje na tej šoli je napovedano. Tudi ustno. Dijaki starejših letnikov pa se organizirajo kot tutori in pomagajo tem mlajšim sovrstnikom, če pridejo kakšni problemi in težave. Zatorej, jaz mislim, da je prav vsak dijak, ki si to želi, lahko uspešen. Prosil bi vas, da ne širite laži v naši šoli, prosim. Hvala, gospod Cotman. Naj o vaših izjavah sodi javnost. Pa zamenjajmo temo. V javnost so iz zelo zaupnih virov, ki se niso želeli razkriti, pricurljale zgodbe o nenavadnem sodelovanju med učitelji vaše šole in dijaki. Prosim režijo, da si kar pogledamo posnetek. Na slikah lahko vidimo, kako tesno sodelujete. Imamo precej dokazov. Kako komentirate vse tole, gospod Cotman? So razmere tako rekoč že kritične? Kritične? Ne bi rekel. Glejte, gre samo za najpristnejšo sodelovanje med dijaki in profesori. Priznam, res je. Skupaj gradimo prireditve, kot je ta, in ustvarjamo projekte. Zaradi tega je čas, ki ga preživljamo skupaj, le prijetnejši. Priznam, med nami se ustvarjajo lepe vezi, ampak to nikakor ne vpliva na to, kako mi delujemo profesionalno. Če pa me vprašate, ali smo zaradi tega uspešnejši, pa lahko rečem le zagotovo. Ja, kakorkoli. Gospod Miko, vam sploh še nismo dali besede. Vi ste najstarejši od dijakov v studiu, maturant. Ste veseli, da se vam odpirajo nove poti naprej? V kolikšni meri ste se že naveličali šole? Ja, dober dan tudi z moje strani. Vse je daleč od tega, na kar namigujete, gospa Blanka. Vem, da mi gosti v studiu morda ne bojo verjeli, ampak meni je res hudo, da se mi čas na ledini izteka. Odločitve, pred katerimi smo, niso lahke.
Na nek način so v bistvu zelo podobne temu, kar smo že izkusili kot devetošolci. Ne vemo še kam naprej, koliko točk bomo zbrali na maturi, a pomembneje od vsega tega, za čemer se ženejo, so prijateljske vezi, ki smo jih stkali na ledini. Tega ne bi zamenjal za nič na svetu. In prav zato bi raje ostal še malo. Ampak ne gre. Prihajajo drugi. Prav zavidam jim, da je vse to še pred njimi. In veste, skrivnost, ki se skriva za temi črnimi pikami, kot jim pravite vi. Mi jim pravimo pikice. Pikice, ki so vsaka zase, tako kot vsak izmed nas, skupaj pa se povezujejo v vse mogoče mreže, kar ledina tudi je. Mreža različnih ljudi, ki se medsebojno želi povezovati in tudi se zelo uspešno. Nenavadno. Upam, da vam bodo verjeli. No, naša oddaja se počasi izteka. Dobro, a zame pa nimate nobenega vprašanja. Samo malo, gospod Lindič. Mislim, da smo izvedeli dovolj. Pravzaprav jaz vodim oddajo. Ali vas lahko za zaključek prosim, da v svojem slogu prepričate gledalce, kako bi vsak od vas opisal čas na ledini, strnil občutke povezane s tem? Mi smo vedeli, kaj nas čaka na tem soočenju, zato smo se odločili vse, kar doživljamo, strniti nekoliko drugače. Lahko kar vi začnete. Ja, mi smo vsi postavili svoj refren, ki nas na nek način opiše. Skratka, prvički smo še čisto optimistični, razigrani, zavzeti in nam je vse precej kot igra. Zato Vsi otroci si želijo na ledino, razen Maja, ki gre za policaja. Vsi otroci obožujejo kemijo, razen Tinca, ki šeta Dalmatinca. Vsi otroci si nažigajo MK-ja, razen Jaka, ki raje bliska slaka. Vsi otroci tu končali bodo šolo, razen Nike, ki raje izvaja trike. Ja, no, mi v drugem letniku pa spoznavamo, da je treba včasih kar precej delati. In to zna biti tudi težko. Ampak ker smo skupaj, gre. Zato ko si na in ko si sam, ko bi zapil v nebo ali pa pogreznil vse v zemljo, ko si na in ko si sam, vedno se najde nekdo, ki v tvoji tisti skida roko. No, v tretjem redniku je res lepo, predvsem pa se kot razred in sovrstniki izjemno povežemo. Zato Mi ledinci smo, pol smo daži skozi in sam še en let. Rastemo skupaj v nebo, z glavami visoko smo se objeli. Z znanjem plavamo, na šoli je lepo, tudi če zaide, se vrnimo nazaj. Modrejši kot je zdaj, da ustvari novo zgodbico. Svet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Ledina, sneg je v naših očih in diham z njo. Ja, mi maturantje pa smo že povedali svoje, ne bi še šli z ledine za to.
Pozabil bi čas, zavpil nebo, ledina kam tako hitro 4 leta je šlo. Ni bilo lahko, včasih kar pretežko, a v glavnem lepo mi je z vami bilo. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo, a vem, da si bova spet segla v roko. Veste, kako je, dragi bodoči ledinci? Lahko bi rekli, da prav nič še ni jasno naprej. Vidite vse od sebe, potem pa kaj sera, karkoli že bo, naj bo. Bo kar dovolj, gospod prešvercati profesor. se ne V redu, da. hvala lepa. Hvala. No, ob vsem tem današnja tarča ostaja brez besed. Hvala gostom za vsa pojasnila. Gotovo se je porodilo mnogo vprašanj, na katera bodo po oddaji odgovarjali naši najboljši strokovnjaki, takoj potem, ko bo z vami spregovoril odgovorni urednik. Zaenkrat nam ni uspelo zadeti nobene od pik, a mi ne bomo odnehali. Ostali bomo na preži in obiskali tudi konkurenčne ustanove. Dragi gledalci, tarča je za danes končana. Nasvidenje in srečno!